Območje občine Medvode je eno bolj pestrih arheoloških območij Slovenije, sploh kar se tiče obdobja pozne antike in srednjega veka. Ostanke višinske poselitve in ostanke višinskih utrdb lahko iščemo skorajda na vsakem vrhu. Med tistimi največjimi pa so poznoantična naselbina na Homu nad Soro, naselbina na Šmarni gori, Stari grad na Smledniku in seveda največji kompleks Jetrbenk, na pobočju katerega se nahajajo kar 3 utrdbe vitezov hertenberških. V času arheoloških raziskav jetrbenških utrdb so arheologi preko laserskih posnetkov površja oziroma lidarja opazili nenavadne izravnave na vrhu roga nad Katarino. Preteklo sredo se je tako skupina 7 študentov oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom mentorja dr. Andreja Gasparija podalo na Rog, na terensko delo, kjer so odkrili, da je 100-metrski pas od križa do klopce na Rogu v celoti preoblikovan, ko pa so začeli z izkopi, pa so hitro najdli tudi ostanke keramike in drugih materialnih najdb. Pred leti je bila izvedena ena za arheologijo, pa marsikatero drugo vedo, ki se ukvarja s prostorom, ena izjemna akcija, to je zračno lasersko skeniranje Slovenije, ki je vsem uporabnikom prosto dostopno na spletu. In seveda to je orodje, kjer z laserskim snemanjem torej lahko zelo majhne spremembe v morfologiji površja se ugotavljajo, torej tisto, kar arheologi lahko prepoznamo tudi kot neke sledove umetnih posegov ali celo objektov, zlasti na območjih, ki so izven današnjih poseljenih območij, se pravi na lokaciji, kot sva sedajle na Rogu. No, ta lokacija prej ni bila nikoli evidentirana kot arheološko najdišče. In sicer poteka sistematično pregledovanje, ker to je ogromno seveda podatkov, no, ampak naši arheologi pač na to lokacijo takrat v tem procesu pregledovanja teh podatkov še niso naleteli. In je, ko smo izkopavali na Jetrbenku, pa potem smo imeli še eno usposabljanje na oddelku za arheologijo za ljubiteljske iskalce, torej tiste, ki se bi rekel ljubiteljsko ukvarjajo, ampak za dovoljenje, ki jih za to pač predvideva Zakon o varstvu kulturne dediščine. No, en od teh udeležencev teh tečajev me je opozoril na to lokacijo. Ko sem rekel, ne mogoče, da mi praktično pred domačimi vrati nekdo takole najde. No, in smo šli gor in v resnici zdaj, kjer stojimo, se nahajamo na grebenu Roga. Torej gre za eno izravnavo, okoli 100 metrov dolgo, 20 metrov široko, kjer je dobesedno čisto popolnoma vsak kvadratni meter preoblikovan, bil za gradnjo naselbine. Zdaj zaenkrat najdbe, ki jih imamo po prvem sondiranju, nekako pa že lansko leto, ko smo delali geofizikalno raziskavo, se pravi upornost pa geomagnetna metoda, smo ugotovili, da zna biti naselbina povezana ne samo morda z nekim recimo pribežališčem delovno, ampak tudi z neko metalurško dejavnostjo, ker ta greben, kot smo prej se pogovarjali, je izjemno vetroven. No in to so rezultati, ki smo jih zdaj dobili, je, da je ta metalurška dejavnost potrjena in spremne najdbe, torej tista keramika, ki smo jo odkrili, se pravi ostanki lončenih posod, nekako kažejo na čas, bi rekel, po 4. stoletju našega štetja. Najdišče se torej datira v čas pozne antike, ko se je prebivalstvo zaradi vdorov barbarskih ljudstev oziroma zaradi selitve narodov selilo na višinske naselbine, ki so bile manj izpostavljene plenjenju ljudstev, ki so prišli na to ozemlje. Sam Rog je zelo strateška lokacija, saj je zaradi strmih pobočij na severu, jugu in vzhodu težko osvojljiv, na zahodnem pobočju pa so glede na lidarske posnetke vidni ostanki obrambnega jarka. Poleg tega se z vrha Roga vidi praktično 1/3 slovenskega ozemlja, od Nanosa do Alp, kar je takratnim prebivalcem omogočalo, da so lahko videli premike ljudi po pomembnejših cestah tistega časa, med katerimi je ena glavnih tista, ki vodi od Panonije proti Italiji. Točnih letnic, od kdaj do kdaj je bil Rog naseljen, še ni mogoče določiti, a kot pravi Gaspari, lahko tudi glede na ostanke lončenine sklepajo, da gre tu gotovo za poznoantično naselbino. Torej, to je čas, ko bi rekel organizirano življenje v mestih, rimskih mestih v nižini, kot je recimo tu bližnja Emona, torej Ljubljana, preneha, torej prenevarno, morda se kakšna jedra ljudi še zadržujejo v ruševinah, ampak to ni več tisto, kar je bilo
200 let prej, ne. No in tukaj gor je zaenkrat je to skoraj da vse, kar si tako upam reči glede časovne opredelitve, ker je v resnici ta lončenina tako netipična. Vidi se, da so ljudje vedeli, poznali izdelavo torej na vretenu, ne, tukaj na ročni pogon, ker je vse zelo grobo, so neki taki visoki, taki vazasti pravzaprav lonci. Nekako v ta čas bi enkrat rekel 5., 6., morda 7. stoletje, težko rečem. Glavno je zelo, zelo zanimiv in tudi slabo poznan čas. Glede na trenutne najdbe se domneva, da je na tem območju lahko živelo od 30 do 40 ljudi. Glavne najdbe pa so torej keramika in tlorisi. Zanimivo pa je omeniti tudi prisotnost volka, kar nakazuje na močno metalurško dejavnost na tem območju, pri kateri so takratni prebivalci izkoriščali vzgonski veter, da je poganjal njihove peči. Zdaj, če govoriva o samem najdišču, je ta tloris za začetek to, ki nakazuje te objekte. Zdaj, ali to res so objekti ali ne, bomo ravno s temi raziskavami dokazali. Torej obstaja potencialna nevarnost, tudi da je delno preoblikovan bilo ne samo med drugo vojno, imamo občutek, da so znali biti tudi kakšni nemški položaji torej med drugo vojno, torej tik nad mejo med fašistično Italijo pa Nemčijo, ne. Drugo je potem JLA, smo najdli kar precej manevrskih nabojev za avtomatske puške, torej tulcev manevrskih nabojev seveda, tako da so očitno se tukaj tudi to šli intenzivno. Sicer pa tisto, kar se pa tiče tiste prave v narekovajih arheologije, je pa kot rečeno zaenkrat bi rekel 40 kosov te keramike, ki nas pač kronološko nekako umešča v obdobje, o katerem govorimo. Potem obloge peči, teh metalurških peči, zrušenih peči, te peči so namreč brezrušene pa porinjene očitno kar po pobočju. In pa bi rekel nek psevdovolk, torej ostanek taljenja železove rude v peči, morda celo vetrni peči, ki so jo potem z dopihavanjem z mehovi, bom rekel, spravili na tisto temperaturo. Kot že omenjeno, najdišče preučuje skupina 7 študentov oddelka za arheologijo v sklopu svoje prakse. Študij arheologije sicer velja za zelo interdisciplinaren študij z velikim poudarkom na terenskem delu, preko katerega se lahko študentje učijo tudi stvari, katerih se v učilnicah ne morejo. Hkrati pa krepijo tudi svoje raziskovalne ambicije. Raziskovalne ambicije se lahko, bi rekel, združijo z študentsko prakso oziroma njihovim terenskim delom, ki ga morajo obvezno vsak opraviti, ne. In tukaj se pa zvrzirajo bolj v metodi, kakor v nekem bolj poglobljenem spoznavanju v nekega obdobja, ne. Tisto imajo pri predmetih obravnavajo, tako da če so že v toliko visoko oziroma v višjih letnikih študija, da pač že takoj prepoznajo, potem seveda je še toliko boljše, drugače pa tukaj se mi samo metodo poučujemo. Ja, to je zelo v bistvu različno od vsake posamezne raziskave in vsakega posameznega projekta seveda, ampak tukaj je bilo dokaj preprosto, ker so bile že potrjene z raziskavami lanskega leta določene značilnosti, je bilo treba pogotoviti, zakaj gre, tako da se je organizirala neka ekipa in naredil si delovni načrt, se pravi, kaj bomo mi tukaj počeli. Dokončala so se geofizikalne meritve, to se je delalo v glavnem včeraj pa predvčerajšnjem. In potem na podlagi teh ugotovitev smo se odločili oziroma se je profesor Andrej Gaspari odločil za postavitev sond, 2 sond oziroma 3 sond na lokacijah, ki so bolj zanimive zaradi teh rezultatov geofizikalnih analiz. Kot povedano, so študentje na terenu že marsikaj odkrili. Za časa našega snemanja, ki je potekalo prejšnji petek, so odkopali že 3 sonde, na podlagi katerih so potrdili, da gre tu res za pozno antično najdišče. Prav tako pa so z nekaterimi najdbami dokazali, da je Rog praktično čez večino zgodovine predstavljal pomembno strateško točko. Vse od antike pa do časa po 2. svetovni vojni. Ja, se pravi, najprej je bilo že lansko leto, so bile upravljene razne geofizikalne preiskave klele gor, pa tudi z liderjem je bilo opaženo določene lastnosti na tem grebenu, ki kažejo na prisotnost morda nekih struktur, ki morda bi bile lahko v pozno antično obdobje datirane. In mi smo v bistvu tukaj zdaj prišli sondirati, zato da se malo več pozanimamo o tem, kaj dejansko je situacija na tem grebenu. Naredili smo zdaj 3 sonde, eno smo že odprli in zaprli na tem tukaj spodaj. In v tisti je bilo odkrita ena plaž ganine, morda obloga peči, se pravi
gre morda za neko železarstvo na tem grebenu. Kaj več o tem? Zaenkrat nimamo še veliko podatkov. No. Bilo je tudi odkritje neke keramike in tudi nekaj malo bolj recentnih, naprimer metki iz prejšnjega stoletja. Našli smo eno zamašek za pivo, take zadeve. Raziskave na območju bodo potekale 7 delovnih dni, torej od srede 29. marca do četrtka 6. aprila. Zatem pa bodo opravili še dodatne raziskave na najdbah, ki so jih pridobili na terenu. Po opravljenih analizah bodo vse podatke objavili in, kot pravi Gaspari, nameravajo na območju postaviti tudi manjšo tablo z informacijami, da bodo lahko vsi pohodniki, ki se bodo odpravili čez Rog, prebrali in se podučili o njegovi zgodovinski pomembnosti. Izhodišče je, da letos, torej v 7 delovnih dneh, 3 sonde ali pa morda 4, če se bo tako izkazalo, odpremo, torej 3 malo večje površine, kot ste jih videli, da vidimo sploh, kaj se dogaja na ravni teh stratigrafskih enot, pa splošno zapisa, koliko je ki je ohranjenega, kaj je sploh ohranjeno. Potem po vsakem primeru tisto, kar najdemo, nekako temu se reče poizkopovalna obdelava, očistimo, drugače dokumentacija se uredi, tlorisi se uredijo, nekako se združijo ti naši podatki s tistim, kar je bilo sneman z laserjem, pa z geofizikalnimi podatki in potem neka vsebina absolutno bolj predvidena, da se neka tabla tukaj preprosto postavi z neko osnovno informacijo, mislim, da je to že nujno. Zdaj drugo, kar je taka tabla, je seveda lahko tudi en opomnik, da ljudje pač, da ni zaželeno, da ljudje tukaj iščejo za detektorjem kovin. Torej, ko bo to vpisano v register kulturne dediščine kot registrirano arheološko najdišče, po tistem zapade to pod poseben režim varstva, in potem tudi z dovoljenjem iskanja z detektorjem kovin tukaj ni več mogoče. Arheologi vas lepo prosijo, da ko boste odšli na Rog, da pustite izkope pri miru in da ne delate sami lastnih izkopov, saj s tem lahko uničite mnoge materialne vire, ki so za razumevanje zgodovine neprecenljivi. Tako kot v muzeju se tudi tu gleda le z očmi, ne z rokami, še manj pa z lopatami. Tako da vsi, ki vas to zanima, počakajte kako leto, da se na Rogu postavi tabla, kjer boste lahko dobili vse informacije, ki bi vas utegnile zanimati. Do takrat pa uživajte v čudovitih pogledih od Nanosa do Alp, ki vam jih ponuja Rog.